Tu je Franček, rad bi se igral, zdaj velik bo postal. Franček in prijatelji za vas nešteto skop imajo za vesele dni. Glejte Frančka, k vam prihaja. Glejte Frančka, k nam prihaja. Tu je Franček. Franček posadi drevo. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Lepo je skrbel za Zlatko, svojo zlato ribico in za svoj vrt. A ko je izvedel, da bo lahko čisto sam posadil drevo, je bil poln velikih načrtov. Hej, Franček! Wow! Je to luknja za tvoje drevo? Ja, ampak še dobro, da ne bom posadil gozda. Jej, mogoče je pa moja premajhna. Če boš posadil majhno drevo, je ta čisto dovolj velika. Jaz potrebujem veliko, ker mora biti drevo, ki ga bom posadil, dovolj veliko za mojo gugalnico. O, nisem vedel, da lahko izbiraš velikost. Seveda, saj so vseh velikosti in jaz hočem primernega za gugalnico. Vem, kaj bi navdušilo mene. Sliva! Torej bodi med prvimi na mestnem trgu. Tako boš dobil drevo, ki si ga želiš. Skoči na vozek, Franček. Prosim? Pridi že, hitreje pridem tja kot ti. Prav. Dan Zemlje nam ponuja nešteto možnosti, kako lahko spremenimo svet na bolje. In na današnji dan prav s sajenjem dreves lahko prispevamo k bolj prijaznemu okolju. Nobenih dreves ne vidim, Franček. Jaz tudi ne. Morda jih še ni tu. In zdaj, dragi moji, z največjim veseljem vsakemu izmed vas izročam drevo. Če želite dobiti drevo, brž pojdite pon. Hitro jih bo zmanjkalo. Kaj pa ti? Svojega že imam. V nahrbtniku je. Ta je pa dobra, zajec. Tovornjak ti ga bo najbrž kasneje dostavil. Mar ne? Ne, v nahrbtniku ga imam. Prvi v vrsti sem bil, zato sem lahko izbral največjega. Če je to veliko drevo, bo za gugalnico potreboval manjšo gumo. Približno take velikosti. Čakate prav poseben prostor na dvorišču pred hišo. Kakšne vrste drevo si izbrala? Jesen sem izbrala. Veš, kako ga bom poimenovala? Jesenko. Hej, družba, glejte, kaj imam. Malo božično drevesce. Ne bo držalo, to ni mlado božično drevesce, to je bor. Bor praviš? Videti je kot božično drevesce. Še diši enako. Saj vseeno. Katero drevo si pa ti dobil, Franček? Saj ga sploh še nimam. Potem pa le pohiti, sicer jih bo zmanjkalo. Prav ima, ni jih več veliko, Franček. Hvala. Z največjim veseljem, pa vesel dan Zemlje. Dan, gospod Čaplja. Franček, ne najdem pravih besed, da bi opisal, kako zelo me veseli, da je mladina tako navdušena nad sajenjem dreves. Nič hudega, če ni nobenega drevesa več. Bom pa... No, niti pomisli ne na to. Če si imel željo posaditi drevo, boš drevo tudi posadil. Tukaj je. Acercacarum, ali drevo bolj poznano pod imenom javor. Hvala, gospod Čaplja. Če zaradi mojega dejanja bolj spoštuješ naravo in drevesa, me to še posebej veseli.
če moraš vleči voziček, tole že ni videti kot bližnica. Hju. No, to pa je drevo, s katerim bi se zabaval. In ti si dovolj veliko le za pika polonice. Naj ga posadim tule, da ne bo videti tako majhno. Tako ali tako je bilo premajhno, da bi ga posadil. Si tu nameraval posaditi drevo ali zakopati gumo? Prosim? Razumem. Hotel sem si narediti gugalnico, pa sem videl, kako majhno je moje drevo. In kje je to tvoje majhno drevo? No, saj sem ti povedal, zelo, zelo majhno je bilo. In skrivljeno je bilo in ja, odločil sem se, da... izgubil sem ga. Verjetno je med vožnjo padlo iz prikolice. Franček, drevo je živo, saj veš kaj? Kako to misliš? Saj samo stoji in ničesar ne počne. Raste, tako kot ti. Potrebuje hrano in vodo in zrak, tako kot ti. Ojej, na to pa nisem pomislil. In zdaj je nekje izgubljeno in čisto samo. Do mestnega trga res ni prav daleč. Prepričan sem, da ga najdeš, če malce pogledaš. Prav imaš, moram ga najti. O, tako majhno je. Le kako ga bom našel? Moral bi ga nositi v oklepu, tako ga ne bi izgubil. Živja, Bobrovka, kaj počneš? Jesenku sem naredila graf rasti. Graf rasti? Za drevo? Ja, kaj pa? Vsako leto dan zemlje bom izmerila, za koliko je zraslo. Oče me je že slikal ob drevesu. Rekel je, da me bo Jesenko v 3 letih najbrž že prerasel. Kaj res? Aha. In kje si ti posadil svoje drevo? No, pravzaprav mi ga še ni uspelo posaditi. Nisi ga še posadil? In kako naj raste, če ga ne posadiš? Iti moram. Se vidiva kasneje, Bobrovka. Odlično. Kaj počneš? Krasim svoje drevesce. Ampak Božič je še zelo daleč. Vem ja. Rad bi, da ga vsi opazijo. Nočem, da bi ga kdo pohodil. Ojej, moje drevo lahko vsak pohodi. Nam preveži trak, da ga bodo vsi videli. Ne morem, medved. Izgubil sem ga. Kaj res? Kje? Ko bi le vedel. Povsod sem že pogledal, pa ga ne uspem najti. Morda pa ga je našel kdo drug in ga vrnil gospodu Čapli. Misliš, da res? To bi naredil jaz, če bi ga našel. Vprašati ga moraš. S tabo grem. Hvala, medved. No, daj, pohitiva. Nisem čisto prepričan. Mislil sem, da želiš najti svoje drevo. Saj ga, ampak veš, bojim se povedati gospodu Čapli, da sem ga izgubil. Potem pa ga vprašaj, če je še kakšno drevo ostalo. In če bo rekel ja, reci, da bi ga z veseljem posadil. Ja. Medved, ti si pa bister. Sem res? Zdravo, fanta. Sta posadila drevesi? Jaz svojega sem. Kaj pa ti, Franček? Ups. Frančka zanima, če je kako drevo ostalo. Če jih je še kaj, bi jih z veseljem posadil. Kako prijazna ponudba, Franček. Toda vsi iz seznama so drevo dobili in ga odnesli domov. No ja, je pa res, da ko sem hodil proti domu, sem na cesti prav tule našel enega in... Moje je! Kaj res? Še dobro, da si mi povedal. Prihranil si mi ogromno dela. Si vesel, da so vprašala? Seveda sem. No, tule je. Hvala, gospod Čaplja. Nemudoma ga bom posadil. Verjamem, da boš. Še prej pa si poglej tole. Na fotografiji sem jaz z drevesom, ki sem ga posadil, ko sem bil tvojih let. Ojej, majhni ste bili. Pa vaše drevo tudi? Že res, ampak tudi največja drevesa zrastejo iz majhnih.
In kako veliko je sedaj? Ne veš, za katero drevo gre, kaj? Kar za mano, fanta, nekaj vama bom pokazal. Zakaj smo se ustavili? Ste utrujeni, gospod Čaplja? O ne, ustavil sem se, ker smo prišli do cilja. Vi ste posadili drevo s hiško? To je drevo s fotografije. Wow! Mislite, da bo tudi moje drevo nekoč dovolj veliko za hiško? Zelo verjetno, Franček. Kot sem rekel, tudi največje drevo zraste iz majcene sadike. Ja. Medved bi šel z mano in mi pomagal posaditi drevo? Seveda. Potem pa greva. Čim prej ga morava posaditi. Kar precej mora še zrasti. Nasvidenje, gospod Čaplja. Nasvidenje, gospod Čaplja. Adijo, fanta, in srečen dan zemlje. Franček junak. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Ni mu bilo treba več stopiti na stol, da bi dosegel škatlo s piškoti in košaro polno jabolk je dvignil z eno roko. Nekega dne pa se je Franček vprašal, če ima lastnosti junaka. O ne, koala je ujeta v živem pesku in hitro se potaplja. Ne morem gledati. Toda ne, poglej, tam na hribu, je to mogoče? Ja, je! Juhu! Dajnaru je! Dajnaru brž seže v vrečo in iz nje izvleče zlati laso. Wow, ni stvari, ki je tam nima. Uporabi svojo super moč in koalo potegne iz živega peska z enim samim potegom. Jej, spet je uspelo. Dajnaru je najboljša. Prav vse lahko naredi. Rad bi bil kot Dajnaru. Jaz tudi. Rad bi bil tako močan, da bi z eno roko dvignil tovornjak. In jaz bi rad bil hitrejši kot hitri vlak. Hej, delajva se, da sva res super junaka. Moje ime je lahko Želvaru. In jaz sem lahko Dajna Pavž. Skupaj bova skrbela, da bo svet varen. Juhu, tu sta Dajna Pavž in Želvaru. Grozljiv velikan gre naravnost nad vas. Reši se, kdor se more. O ne, naša vas je v velikih težavah. Na pomoč! No, velikan, zdaj si ti tisti, ki je v velikih težavah. Juhu, To sta Dajna Pavž in Želvaru. Uspela sva, Pavž. Pavž? Prav zanima me, če se to kdaj zgodi Dajnaru. Očitno je nevarno tudi, če se le pretvarjaš, da si super junak. Želvaru in Dajna Pavž, čaka vaju vroča čokolada. Misliš, da bi Dajnarujina mama prišla vse do severnega tečaja z vročo čokolado? Ne, mislim, da ne. Ne jih nesem jaz, mami. Kako zelo prijazno. Še dobro, da imam Želvaruja za prijatelja. Najlepša hvala. Z veseljem. Saj vrečke niso pretežke zate. Mami, sej sem Želvaru. Imam super moč. Hej, Franček, kaj ni tole super? Kaj tole? A nisi videl plakata? Srečaj Dajnaru v živo? Wow! O, to pa je novica in pol. Jutri bo podpisovala svoje najnovejše pustolovske knjige. Sej ne more biti res. Moram povedati Pavžu. In medvedu in bobrovki, pridi! Izvoli, mami, oprosti, moram iti. Počakaj, zajec.
Ne morem verjeti, da bomo res poznali Dajnaru. A ne? Rad bi videl, kaj se ima spravljeno v svoji vreči. Mogoče mi bo pa dovolila, da preizkusim njen zlati laso. In jaz zdaj nahrbtnik na raketni pogon. Zum! O, nisem prepričan, če si pripravljen na tolikšno hitrost. Hej, poglej, gospa Pižmovka. Zapleten problem. Živijo, gospa Pižmovka. Pozdravljeni, gospa. Franček? In Polž? Fanta, kaj pravita, bi mi pomagala? Res sem v zagati in polne roke knjig iz knjižnice imam. Seveda, gospa Pižmovka. Kaj pa Dajnaru, Franček? Ja, vem, ampak sosedom je treba pomagati. Sej bova hitro. Naj odklenem vrata, gospa Pižmovka? To bi bilo krasno, ampak potrebuješ ključ in tam je padel v sneg. V snegu je, pravite? Kje v snegu pa? No, to pa je dobro vprašanje. Očala so se mi zarosila in nisem videla, kje mi je padel iz rok. Našel sem še en storž, ključa pa ne. Tudi jaz nimam sreče pri iskanju. Za minuto jih moram odložiti. Kaj bova pa zdaj? Reciva ji, da se bova vrnila kasneje in ji pomagala. Upam, da ne bo zamerila. Gospa Pižmovka, veste, rada bi pomagala še naprej, ampak... Odlično izvedeno, Franček. Križa na goro nikogar še nisem videla, ki bi bil tako hiter. Le, kaj bi bilo z menoj brez vajine pomoči? Gospa Pižmovka, zelo dolgo lahko traje, preden najdemo vaš ključ. Prav imaš, Polž. Do pomladi celo. Meni pa že zmrzuje konica repa. Predlagam, da zaključimo z iskanjem. Dajmo, staknimo glave in se domislimo drugega načina. Dovolj velika je videti, da nam uspe, Franček. Ja, prepričan sem, da boš zdaj lahko dosegel okno. Pretežka je, Polž. Bolje bi bilo, ko bi naredili 3 manjše. Daj no, saj si že varu. Z eno roko lahko dvigneš tovornjak. Tako je, Polž. Uspelo ti je, Franček. Moram reči, za majhno želvo si res močan. Ja, zelo sem močan. Franček, pohiteti bo treba. Seveda. Ne skrbi, Polž. Vrata bom odklenil manj kot... Ojej, saj res tole okno se rado zaskoči. Že vem, Polž, ti lahko zlezeš tu spodaj. Ti odkleni vrata. Ampak, Franček, vrata so daleč, jaz pa sem tako počasen. Dej no, saj si Dajna, Polž. Hitreje boš pri vratih kot hitri vlak. Prav imaš, uspelo mi bo. Dajmo, Dajna, Polž. Že lahko okušam vroč kakav. Hej, Franček, glej, kaj sem dobil v knjigarni. Dinaru mi jo je podpisala. Je še vedno tam? Prosim, reci, da je še vedno tam. No, ja, še je tam, ampak samo do 3. Vsi smo mislili, da bosta ti in Polž prva v vrsti. Kakorkoli že, moram iti. Se vidiva, Franček, nasvidenje, gospa Pižmovka. Nasvidenje, zajec. Prosim, pohiti, Polž. Vrata! Uspelo ti je, Polž! Zdaj pa naj pridem do sobe. Nimava časa, Polž. Takoj morava oditi. Adijo, gospa Pižmovka. Se vidimo kasneje. Hvala vama, moja junaka. Ojej. Uspelo nama je! Ne! Je res že odšla?
Saj ni mogoče. A, Franček in Polž. Pričakoval sem vaju. Trudila sva se, da bi prišla prej. Takrat, ko je bila Dajnaru še tu. No, saj pravzaprav še ni odšla. Dajnaru! Ni hotela oditi, preden bi spoznala par čisto pravih junakov. Naju? Toda le delava se, da sva junaka. Drugače sem slišal. Pred nekaj minutami me je poklicala gospa Pižmoka. Povedala mi je o vajini junaški rešitvi. Junaški rešitvi? Da, potrebovala je pomoč in vidva sta bila kos nalogi, pa četudi se vama je mudilo čim prej priti v knjigarno. Toda junaki so resnično močni. In prav zares hitri. Tudi lahko. A bolj pomembno je, da junaki potrebe drugih postavijo pred svoje. In prav to sta storila tudi vidva. A, saj res, Dajnaru ima nekaj za vaju. Wow! Vaša nova pustolovska knjiga. Hvala, Dajnaru!